Dobar dan. Torej, spoštovani in spoštovane, prav lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci na Generalni policijski upravi, ki organiziramo skupaj Policijsko upravo Maribor in sicer v povezavi s kriminalistično preiskavo več različnih vrst sumov kaznivih dejanj, čuvanja kršitev ustavne ureditve in še nekaterih drugih. Vaša sogovornika danes bosta magister Boštjan Lindau, pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in na desni gospod Robert Munda, vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor. Oba sogovornika boste kot običajno predstavila svoj del predstavitve, potem bomo pa na razpolago za vaše vprašanja. Pisna informacija za javnost je zaenkrat v pisni obliki, potem bo pa seveda dostopna tudi še v elektronski. Kamere so pripravljene, tako da gospod Lindau, beseda je vaša. Izvolite. Spoštovani predstavniki medijev, tiskovno konferenco bom začel z preprostim stavkom, in sicer slovenska policija odgovorno, skrbno in zakonito izvaja vsa pooblastila, ki se tičejo preiskovanja najhujših kaznivih dejanj. V preteklih dneh je bilo precej objav medijev v zvezi z posnetki, ki so se pojavili na spletu, in v tej zadevi bomo danes govorili. Slovenska policija je z vso resnostjo in v okviru razpoložljivih zakonskih pooblastil obravnavala konkretni primer. To v praksi pomeni, da moramo za pripravo in izvedbo posameznih preiskovalnih opravil doseči določene dokazne standarde, ki dovoljujejo ali pa dopuščajo izvedbo posameznih preiskovalnih opravil. Povsem razumemo pričakovanja javnosti glede na odmevnost izpostavljene zgodbe, na drugi strani pa pričakujemo razumevanje, da za opravljanje svojega dela, za strokovno opravljanje in zakonito opravljanje nalog potrebujemo določen čas. Objavljen posnetek sam po sebi ni zadosten pogoj, da bi lahko komorkoli odvzeli prostost ali pri njem opravili hišno preiskavo. Izhodiščni sum kaznivega dejanja je treba z izvajanjem klasičnih policijskih pooblastil nadgraditi do dokaznega standarda utemeljenih razlogov za sum, ki je visok dokazni standard in je treba konkretno osebo povezati s konkretnim kaznivim dejanjem, ter to z dokazi, ki omogočajo tudi naknadno sodno preverjanje. In če policija to želi narediti, pač potrebuje čas. Zaradi interesa nadaljnje preiskave je bilo tudi komuniciranje z javnostmi omejeno, saj nismo mogli pojasnjevati vrste in dinamike operativnih ukrepov. Verjamem, da to razumete. Medije spremljajo vsi in če bi mi podrobno pojasnjevali, kaj načrtujemo in kaj pripravljamo, bi v bistvu ogrozili poteka predkazenskega postopka. Lahko povem, da je policija takoj po objavi fotografij na družbenih omrežjih pričela z izvajanjem ukrepov na podlagi zakona o kazenskem postopku v povezavi z razlogi za sum storitve kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in sicer javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti po členu 297, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozijo po 307. členu kazenskega zakonika, kaznivih dejanj zoper javni red in mir, kaznivih dejanj zoper človečnost in kaznivih dejanj zoper suverenost Republike Slovenije. V zadevi sta bila še isti dan obveščena okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, v naslednjem dnevu pa okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki je prevzelo usmerjanje predkazenskega postopka. Kriminalisti policijske uprave Maribor in generalne policijske uprave so v predkazenskem postopku izvajali
različne aktivnosti, s katerimi so dopolnili prvi sum in dosegli standard, ki je omogočal izvedbo hišnih preiskav in drugih ukrepov, kar bo podrobneje pojasnil v nadaljevanju kolega Munda. Preiskava je bila usmerjena zoper več oseb, za zagotavljanje dokazov v predkazenskem postopku pa smo izvajali pooblastila za preiskovanje kaznivih dejanj v skladu s pogoji oziroma določbami Zakona o kazenskem postopku. Z današnjimi preiskovalnimi dejanji se del predkazenskega postopka zaključuje, čaka pa nas še zbiranje obvestil in preverjanje zbranih podatkov. Policija je v preteklosti razpolagala z določenimi informacijami v povezavi z določenimi posamezniki, a dosedanja preverjanja, oziroma takratna preverjanja, niso potrdila kakršnekoli prepovedane dejavnosti. Potem, ko smo zaznali objavo konkretnih posnetkov, smo takoj pričeli z izvajanjem ukrepov na podlagi Zakona o kazenskem postopku. Prejeli pa smo tudi več prijav. Policija ima v preventivnem smislu na voljo določila 11. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki opredeljuje kriminalistično zbiranje, ovrednotenje in analiziranje podatkov, vendar pa je pri tem treba izhajati iz predpostavke, da je tovrstna dejavnost možna samo, kadar govorimo o konkretnem kaznivem dejanju. Policija ne more in ne sme nadzorovati preko, bom rekel, čist na splošno vseh medijev, javno dostopnih virov in interneta, recimo. V zvezi s tem bi radi poudarili, da smo leta 2015 predlagali spremembo zakonodaje na tem področju, vendar pa Državni zbor te naših predlogov ni sprejel. Slovenska zakonodaja tako za področje delovanja policije že vrsto let ne določa tako imenovanega operativnega nadzora kot instrumenta za spremljanje in nadzor posameznikov. Ne glede na objavljene provokativne izjave v medijih, tako ali drugače interesno obarvane populistične očitke na družbenih omrežjih, smo v policiji primer obravnavali strokovno, odgovorno in v skladu z usmeritvami državnega tožilstva ter veljavne zakonodaje. V policiji ne razpolagamo s podatki o vpletenosti policistov v omenjeni primer, vseeno pa poteka v tej zvezi tudi notranje varnostni postopek. Vkolikor se bo v preiskavi, ki poteka, izkazalo, da so pri sumu kaznivih dejanj udeleženi tudi policisti, bomo v skladu z zakonodajo seznanili pristojni posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva, v takšnih primerih pa seveda ob notranje varnostnem postopku izvedemo tudi ustrezni delovnopravni ukrep. V letošnjem letu nismo bili obveščeni o drugih podobnih dogodkih in do sedaj v nobenem od prijavljenih primerov ni bilo potrjeno, da bi šlo za prepovedano dejavnost, prepovedane oblike zbiranja in podobnega. Policija v tem trenutku zaradi podobnih zbiranj in dogodkov ne vodi drugih postopkov v smislu preverjanja sumu vzbujajočih okoliščin. Hvala lepa, gospod Lindo, za vaše izvajanje. Nadaljeval bo gospod Robert Munda, vodja mariborskih kriminalistov, ki bo predstavil konkretno kriminalistično preiskavo v tem primeru. Izvolite. Lepo zelo tudi v mojem imenu. Skratka, minuli vikend smo mariborski kriminalisti zaznali aktivnosti, ki so nakazovali, da je v teku izvrševanje različnih kaznivih dejanj in med drugim tudi tisti, ki so na nek način uperjene zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ureditev. V okviru operativnega dela smo zaznali, tako kot je bilo že omenjeno, kar nekaj razlogov, se pravi izvrševanja posameznih kaznivih dejanj in drugim tudi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem po 307. členu, katerega je osumljena oseba iz Maribora, se pravi, bila osumljena in tudi dejansko ugotovljeno, da je organizirala
aktivno sodelovala v zborovanju, katero je bilo zaznano preko medijev. Samo zborovanje kot takšno je potekalo 1.9.2016 v časovnem obdobju nekje med 11. uro in 14. uro dejansko v naravi, se pravi domočenega travnika in v gozdu v neposredni bližini stanovanjske hiše v naselju Janhova. Zborovanje so pripadniki tudi dokumentirali in zatem ta fotografski in video material objavili oziroma posredovali preko spleta. Iz samih objavljenih fotografij in videoposnetkov, ki se nanašajo na to zborovanje, je razvidno, da je en izmed posebkov, se pravi, oziroma osumljencev, imel tudi v posesti orožje, za katerega smo prepričani, da gre za tako imenovano jurišno puško model M70. To vrstno orožje spada po zakonu orožja v kategorijo prepovedanega orožja oziroma kategorijo A, vojaško orožje, za katero se pravi, oziroma posest posameznikom ni dovoljena. Z nadaljnjim delom smo in zbiranjem obvestil smo tudi ugotovili, da pa so izpolnjeni tudi vsi pogoji in je tudi podano utemeljenje razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi z prvim odstavkom 359. člena, saj je osumljenec za to, da bi ogrozil varnost Republike Slovenije z direktnim naklepom poziva in ščuva k neposredni storitvi kaznivega dejanja z neposrednimi elementi nasilja in pri tem se pravi napeljano tudi to kaznivo dejanje iz istega poglavja, člen 355. Torej, poglavja najvišjih predstavnikov Republike Slovenije. S tem, da je organiziral, se pravi, oboroženo skupino, pri čemer je glede na cilje, ki jih je poskušal doseči, grožnja taka, da bi objektivno lahko pripeljala do nasilnega oziroma celo brutalnega strmoglavljenja vodstva države. Pri tem smo ugotovili, da tudi pozival pripadnike, da navedena grožnja, se pravi, predstavlja nujno izpolnitev cilja delovanja in kot vodja tega dne, se pravi 1.9. neposredno izvedel in prikazal na javnem omrežju, ščuval širšo javnost k nujnosti in upravičeni izvedbi teh ciljev. Zbiranjem obvestil smo ugotovili tudi, da je podan utemeljen razlog za sum storitve kaznivega dejanja istega člena, se pravi 359, v povezavi z 38. členom zakonika, pomoč pri storitvi tega kaznivega dejanja, saj je drugo osumljena oseba, zato da bi ogrozil ustavno ureditev in varnost Republike Slovenije, sodeloval na način, da je, se pravi, do 1.9. novačil, aktivno pomagal prvo osumljenemu priskrbeti najmanj 4 pripadnike zborovanja, katere je kontaktiral preko komunikacijskih sredstev, jih novačil in dosegel, da so te osebe, se pravi, prišle tudi na ta zbor in pri tem tudi sodelovali. Tako je drugo osumljeni torej novačil oziroma pomagal prvo osumljenim udeležencem, ki jih je pridobil predhodno, jim je podajal tudi natančne usmeritve, ustna in pisna navodila, se pravi, kako je potrebno biti oblečen in kakšno naj bo obutev, zgodovinski pomen samega dogodka in da bodo na kraju sprejeli tudi določeni emblemi oziroma majice oziroma podkape. Nenazadnje smo za zbiranje obvestil tudi ugotovili, da so podani utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, katerega je osumljena tretja oseba. Pri vseh osebah smo izvedli danes hišne preiskave, 2 osebam smo odzeli prostost, še vedno pa nadaljujemo z izvajanjem predkazenskega postopka in so zbiranje obvestil dokazov še vedno v teku. Kazni za člen 307, se pravi do 5 let zapora, v kvalificirani obliki do 10, člen 186 do 10 let, maksimalno 15 let in 359.1 5 let zaporne kazni, se pravi kazni, ki so zagrožene za izvršitev tovrstnih kaznivih dejanj. Mogoče bi se samo še ponovil tudi poziv, ki smo ga že podali tudi javnosti, se pravi pozivamo še vedno vse udeležence tega zbora, da se javijo policiji in da enostavno izpovejo, se pravi, tisto, kar vedo v tej zvezi. Nekaj, z nekaterimi smo že govorili, nadejamo pa se, da bomo, oziroma da želimo upraviti razgovore z vsemi udeleženci tega zborovanja. Hvala.
Hvala lepa za uvodni del. Sogovornika boste na razpolago za vaše vprašanja. Prosim, kot običajno, če se lahko predstavite, pa seveda poveste, komu zastavljate. Tako da izvolite dnevnik. Ja, dnevnik za gospoda Mundo. Glede na to, da omenjate, da ne bi bil določen oseb zaveden, bi vas prosil, če lahko malo pojasnite, na kakšen način, s čem, kako so bili zavedeni, kaj so mislili, da se bo tam dogajalo, pa se ni. Pa še eno vprašanje, glede na to, da je bilo v bližini stanovanjske hiše v naselju Jankova, me zanima, je ta hiša hkrati dom enega izmed teh osumljencev ali gre za nekakšno izbrano lokacijo? To dvoje. Gospod Mundo, lahko sam še poveste, če se navežem na kolega, to so te osebe, ki jih iščete, se mogoče ne javi zato, ker skrbite, pa da tudi oni osumljeni kakšnih kaznivih dejanj, torej, gre tudi pri njih za sume kakšnih kaznivih dejanj, glede na to, da so se udeležili tega spoda. V prvi fazi nas zanima, se pravi, ali in če so te osebe dejansko bile tam prostovoljno in ali so morebiti bile, tako kot smo že to sedaj ugotovili, na nek način v bistvu zavedene z namenom samega zborovanja, saj smo nesporno ugotovili, da se pravi namen samega zborovanja v štartu ali pa v začetku ali pa pri domnevnem novačenju, o katerem sem govoril, ni bil popolnoma jasno izražen. To pomeni, da so določene osebe šele na kraju izvedeli, kakšnega dogodka se udeležujejo in pri tem se verjetno tudi zavedali morebitnih posledic. Seveda ne morem jamčiti, da osebe, ki so bile na kraju, ne bodo kazensko preganjane, nedvomno pa je, da bodo največ storili za tem, če se bodo same javili policiji in dejansko pojasnili svojo vlogo v primeru, če ocenjujejo, da njihovi moralni etični standardi pač to narekujejo. Še kakšno vprašanje bo se pravi? Stanovanjske hiše Jankova. Kraj Jankova, se pravi, je lokacija, na kateri se je zgodilo to zborovanje. Oseba, ki je v neposredni, se pravi, stanuje v neposredni bližini, je bila tudi, se pravi, zaenkrat, se pravi, na tem naslovu se tudi upravlja hišna preiskava in se iščejo morebitni dokazi v tej zvezi, oseba pa zaenkrat ni pridržana. Hvala lepa, Esta, izvolite. Peter Avsnik, Slovenska tiskovna agencija. Podpredsednica te stranke Zedinjena Slovenija pravi, da niste imeli naloga za preiskavo prostorov stranke in društva Hrvati. Ne, gledajte, mi nismo opravljali, se pravi, hišne preiskave na sedežu nobene od strank. Ampak samo pod vprašanje. Gibanje Zedinjena Slovenija, Zavod Lipa in Društvo za ohranjanje domoljubnih tradicij imajo enak naslov kot eden od osumljencev. Nobena od teh pravnih oseb, ki jih navajate, ni bila predmet preiskave do sedaj. Kaj pa sam naslov je pa lahko enak? Ja. Enako odgovarjam. Okay, hvala lepa, Esta, še izvolite. Morda še to, kdaj bo pripeljan preiskovanega sodnika? Se pravi, kdaj bo osumljeni, prvo osumljeni. Za sedaj, se pravi, je to govoriti preuranjeno. Nesporno pa je, da bomo izvajali vsa opravila policijska v nadaljevanju na način, da bomo osebo prevedli, vsaj eno osebo prevedli k dežurnemu preiskovanemu sodniku. Ali bo v nadaljevanju to tudi potrjeno ali ne, je drugo vprašanje, se pravi odvisno od tožilstva. Imate pa 48 tudi. Tako je. Hvala, večer izvolite. Gospod Mundo, lahko še prosim poveste o tem prvosumljenem, neuradno torej glede za gospoda Šiška. Zdaj seveda verjetno preuranjeno reči, kateri kaznivih dejanj bo vse osumljen, ampak ali nam mogoče lahko poveste glede neke nevarnosti, kaj bi se torej lahko zgodilo, če bi, ne vem, se ta zbor še naprej odvijal, sprašujemo glede varnosti državljanov in koncev države, kakšna nevarnost je bila pripričana s tem, ko ste pač vi zahtevali določene osebe? Glede, slovenska policija po mojem mnenju nudi dovolj visoko stopnjo varnosti vsem državljanom, tudi in tujcem, se pravi, ki se najde na območju Republike Slovenije in je tudi do sedaj, se pravi, vsaka nevarnost bila po mojem prepričanju popolnoma odveč. Res pa je, da so te osebe, se pravi tudi prvosumljeni, izvrševali posamezna dejanja, ki so pa nakazovala, da dejansko njihova početja grejo v neželeno smer
In dejansko, se pravi, vsa opravila njihova, ki so bila izvedena do tega trenutka, ko smo to ustavili, so nakazovala, da bi bilo možno iti v smeri tega kaznivega dejanja oziroma izvrševanja, saj so same izjave bile, se pravi, posredovane na način, da je potrebno, se pravi, to oblast, se pravi, zrušiti oziroma jo usposobiti. To so pa, bom rekel, grožnje, ki jih je potrebno imati skrajno resno in tudi v tem primeru smo jih. Samo še vprašanje, če lahko, se vem, da se zdaj ukvarjate najbolj s to skupino, ne? Ali ste zaznali pri svojem delu, da se kakšna podobna skupina formira tudi kje drugi po Sloveniji, ker je bilo tudi s strani, ne vem, gospoda Šiška slišati, da naj bi se ustanovili podobne skupine in druge? Glejte, če govorimo o združbi oziroma skupini, ki se tukaj bila obravnavana, to vrstnih ali pa enakih, se pravi skupin, vsaj mariborski kriminalisti na območju Republike Slovenije nismo zaznali, so pa bile zaznane aktivnosti prvosumljenega v smislu tega, se pravi, da se naj tudi širše to vrstne oziroma celo enake skupine pojavijo, ki bodo skrbele na enak način za domnevno varnost. Hvala lepa, kje je Slovenija? Gregor Tomož, kje je Slovenija, se kar navezujem na tole, kar ste zdaj na koncu rekel, ali so današnje hišne preiskave vendarle tudi po včerajšnjega obiska gospoda Šiška v Beli krajini, tam je tudi nekako pred kamerami povedal, da se, oziroma pozival ljudi, podobno misleče ljudi, da naj se vendarle pač nekako organizirajo v smislu. Nikakor ne, kategorično lahko to seveda zanikam. Se pravi, ko smo zbrali dovolj dokazov in dosegli ta minimalni standard, smo izvedli te ukrepe. Ne glede na to, kar je prvosumljeni in ostali, kaj so do sedaj počeli, razen da so pač bili na nek način pod, se pravi, spremljanjem oziroma našim očesom, se pravi, kaj in če bi se pa vendarle lahko kaj zgodilo. Vendar nič od tega nismo zaznali, kar bi nakazovalo. Res pa je bilo, da glede na izvajanje mojega predhodnika, praktično glede na obseg, način, izvedbo, zaznavo, ni bilo možno hitreje in, bom rekel, strokovno in zakonito narediti in upraviti našega posla. Govorite tudi o uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov? Ne govorim o prikritih preiskovalnih ukrepih, govorim o, se pravi, policijskih upravilih in zbiram dokazov nasploh. Niso bili uporabljeni v tem primeru? Sem povedal, se pravi, enostavno policijska pooblastila, ki smo jih uporabljali, jih ni bilo možno upraviti prej. Hvala. Še gospod Linders. Kar se mi zdi pomembno poudariti glede na intenziteto vaših vprašanj, je to, da trenutno slovenska policija nima nobenega podatka, informacije ali kakršnega koli namiga, da bi se kjerkoli v Sloveniji organizirala kakšna podobna skupina. Hvala lepa. Slovenska tiskovna? To bi še vprašal, Šiško je povedal, da so v njegovi skupini tudi nekdanji pripadniki slovenske vojske, oziroma ljudje, ki so se bojevali na raznih bojiščih od Ukrajine do Afganistana, pa me zanima, a lahko poveste, sploh, če ste zaznali, da bi bil kakšen nekdanji oziroma aktualni pripadnik slovenske vojske med udeleženci tega shoda? Če to vprašanje za mene. Skratka, sami posnetki, ki so bili objavljeni, popolnoma jasno nakazuje, da so vse osebe bile prikrite, oziroma prekrite. To pomeni, da so imeli podkape, da ni bilo mogoče ugotoviti njihove identitete. Tudi vsi postopki, ki so jih izvajali na kraju oziroma ob prihodu na kraj, so težili k temu, da tudi osebe med seboj ne bi bile prepoznane. To pomeni, da se je naredilo maksimalno za prikritje njihove identitete. Posledično je, bom rekel, dati adekvatno odgovor na vaše vprašanje zelo težko. Mi se nadejamo, da bomo ugotovili udeležence tega zbora, ali bomo ugotovili vse, je spet drugo vprašanje. V vsakem primeru pa lahko povem, da imamo določen seznam imen, kateri so bili soudeleženi, za sedaj poteka preverjanje, do sedaj pa nismo ugotovili, da bi bili prisotni aktivni policisti, aktivni vojaki, namigovanje prvosumljenih, osumljenih nasploh, pa je sicer, bom rekel, da bi lahko bilo tudi v tej smeri, vendar to se še preverja.
Hvala lepa, pa kanal, izvolite. Ja, mogoče pod vprašanje na to, koliko ste jih do sedaj že uspeli identificirati, če lahko in še v zvezi s tem orožjem, s to jurišno puško, ki jo tukaj navajate, da ste jo videli na posnetkih, ste dejansko pri preiskavah tudi ali samo orožje, ali recimo, ne vem, te naboje zasegli prav, recimo pripadajo za uporabo take jurišne puške in morda ste identificirali tudi lokacije, kjer naj bi se po besedah prvoosumljenega tudi nahajale skladišča tega orožja za to njihovo tako imenovano varno. Zdaj, če si za operativnih razlogov na večji del vaših vprašanj ne bom odgovoril, ker bi to bilo nestrokovno. Lahko povem, da smo zbrali dokaze, ki potrjujejo naše navedbe. Ali bodo ti dokazi dovolj tudi na sodišču, je vprašanje. Ali bomo v nadaljevanju poteka preiskave pa še zbrali, ki bodo nesporno se prej to potrebovali, tudi spet drugo vprašanje, tako da kaj več nažalost ne morem povedati. Lahko pa povem še enkrat, da smo se pravi kar nekaj dokazov že zasegli, ki naše navedbe potrjujejo. Hvala lepa, TV Slovenija, odprejte. Ja, sam še nekaj bi vprašal. Torej, gospod Šiško je v svojih izvajanjih povedal, da je pač Štajerska republika, kakorkoli se je že poimenoval, pač že 1 leto ustanovljena in da naj bi urjenja vendarle trajala že nekaj časa. Skratka, da naj bi se že, ne vem, v kakšni množični udeležbi vendarle pač uri na nekih določenih lokacijah. Ali je policija kakorkoli že prej zaznala zbiranja te postroje, kakorkoli se temu že imenuje? Jaz lahko potrdim, da na območju Maribora v preteklosti so bila zaznana gibanja posameznikov oblečenih v uniforme in tudi opremljene domnevno v narekovajih oboroženi z raznimi puškami, vendar se pravi tako imenovanimi airsoft puškami. Te smo povezovali z različnimi se pravi združenji in se pravi nič od tega v preteklosti ni kazalo na to vrstno zborovanje ali pa celo se pravi izvajanje takšnih pravil, kot smo jim bili priča minuli vikend. Ravno zaradi izvajanja strokovnega in zakonitega dela smo na lokaciji, ki je bila ugotovljena, tudi upravili ogled kraja kaznivega dejanja. In za vso mero odgovornosti lahko trdim, da tam ni bilo izvajanja urjenje ali pa usposabljanje. Zgolj in samo narekovajo, če to lahko imenujemo sploh postroj, kajti tisti, ki vemo, kaj to postroj je, vemo, da to mogoče malo bolj drugače poteka, ampak ja, to je bilo, medtem ko pa urjenja v tem primeru nismo ugotovili in tudi v preteklosti nismo imeli informacij, da bi šlo za urjenje v smislu urjenja neke militantne združbe, organizacije ali pač kako to imenujemo. Hvala lepa. Še eno mogoče malo bolj tehnično, ko smo ravno prorožili. Ta pištola, za katero, ki je bila zasežena in za katero se še ugotavlja izvod, čeprav razumem, ne gre za imitacijo, gre pa za orožje. Glejte, preuranjeno bi bilo trditi že zdaj, ta trenutek, kar vi pač nekako pričakujete, verjamem pa, vendar, se pravi, glede na to, da je bilo kar nekaj ugibanj v javnosti, za kakšno vrsto orožja gre, moramo biti toliko bolj previdni. Zagotovo smo prepričani, da je bilo na tem zboru tudi pravo orožje. V tem primeru bi se bolj nagibal k temu, da gre za nepravo pištolo, vendar to moramo v okviru preiskave se pravi potriti oziroma vreči. Hvala. Ester? Drži, da ste zasegli tudi droge, pa ne znam, na katerem komu? V tem primeru komu ne bom povedal, ker pač enostavno iz operativnih razlogov ne. Lahko pa povem, da smo zasegli prepovedano drogo konopljo, mislim, da skupni teži cirka pol kilograma, ali bomo še tega več, pa ne vem, ampak zagotovo lahko trdim, da nekjer mislim, da prav pol kilograma, pa tega smo že zasegli in tudi potrdili kaznivo dejanje, katerega smo zbrali utemeljene razloge za sum. Gospod Muda, mogoče če lahko še poveste, koliko oseb naj bi bilo na tem zborovanju po vaših podatkih? Ja, zdaj, če prav štejemo policisti, potem jih je bilo, se pravi, manj kot 60. Se pravi, bom rekel, mi smo jih našteli 58. Zdaj, ali to drži, ali prav štejemo, ali smo prav videli, ne vemo.
Ampak ocena je nekoliko nižja, kot je bila prezentirana se strani. Mogoče sam še to, koliko, vem, da so to verjetno operativni podatki, ampak s kolikimi od teh ste uspeli upraviti zgovore, ali to polovica ali manj? Nikakor ne bomo govorili na to vprašanje. Pridržana sta vedno dva, še vedno dva, ali kako je s pridržanjem? Ja, še vedno dva. Še vedno sta 2 osebi v pridržanju. Zdaj, kakšni bo nadaljnja njihova soda, ne vem, za enega zagotovo sem pripričan, da bomo izvedli vse, da bomo šli v smeri privedbe preiskovanju sodnika. Ok, sogovornika sta bila kar precej izčrpna, mislim, da smo tudi vprašanje izčrpali, tako da hvala lepa vama in vam za udeležbo in srečno. Hvala lepa.